Lepo zdrav, Jure Košir, eden izmed znanih, najbolj znanih celo smučarjev, nekako v tistih časih zlatih našega smučanja. Pa pustimo zdaj smučanje, zanima me, kaj zdaj počnete? Zdaj se ukvarjam z športnim marketingom, ukvarjam se z zastopanjem športnikov, ukvarjam se z uvozom smučarske opreme v Slovenijo. To je pa nekako bistvena dejavnost. Kako je ime in slikca in nekako podpora eni stranki, in sicer konkretno stranki SDS Janeza Janše, prišla strani Jureta Koširja? No, prišla je, jaz sem bil tudi, moram reči, sam nekoliko presenečen, da je prišla na internetno stran stranke, kajti jaz sem podal izjavo, ko sem bil vprašan o mojem mnenju dela vlade v zadnjem 4-letnem obdobju, sem jo podal in rečeno je bilo, da bo pač objavljeno v drugačni obliki, kot je, bi rekel, na internetni strani v tem trenutku. In v mojih, bi rekel, odkar imamo večstrankarski sistem, sem nekako že navajen različnih akcij. Jasno, dobim precej klicev pred vsakimi volitvami. Rad bi pa poudaril, da nikakor nisem strankarsko opredeljen oziroma nisem član nobene stranke in tudi nisem politično aktiven. Vendar, če me nekako so me vprašali za izjavo, sem pa seveda izjavo lahko podal in jo lahko komorkoli podam. Je pa ta zadeva mogoče malo drugače zapakirana, kot sem si pač mislil. Se pravi, če obnoviva zgodbo, kdo vas je poklical? Poklicala me je Nina Orov, ki jo tudi na nek način poznam, in me vprašala, če sem pripravljen dati izjavo o delu vlade, o po mojem mnenju dobrih stvarih in slabih stvarih v tem času, in sem rekel, da sem pač to pripravljen dati. No, napisali ste, med drugim, citiram vas, da v tem mandatu vlade je bilo narejenega precej pozitivnega, izpostavil pa bi uvedbo evra in Schengen. Ali ni to naredila celotna vlada, ne samo ena stranka? Vsekakor, tako sem tudi rekel, v času te vlade. Jaz sem podal izjavo in popolnoma stojim za to izjavo, ki sem jo dal. Kot sem pa že dejal, nisem povedal, da bo v takšni obliki objavljena, ampak po mojih, bi rekel, izkušnjah do zdaj je bilo v času, v tem predvolilnem času, nekako velik pritisk na Slovence, ki so nek način del javnega življenja in dobivajo vprašanja na vsakem koraku na to temo, recimo. Ampak bi zdaj se nekako radi izpisali iz tega kluba podpornikov na spletni strani ali nekako... Nikoli se nisem opisal in tudi bom pač vsakemu, ki me vprašal, ali sem podpornik ali sem član stranke, bom povedal jasno, tako kot vam, da nisem član in podpornik. No, zdaj, omenili ste, da ste vas vedno klicali in vedno nekako pobarali in zaprosili, če bi jih lahko podprli. Pa se vam zdi, da je ta način zdaj, kot se je izkazalo, da so vas malce nategnili, a ne? A je to zloraba zaupanja? Zdel bi se mi dobro, da to bom tudi pač vprašal, zelo to danes zadeva prišla, in bom pač vprašal, zakaj je tako prišlo, in na nek način bi prav gotovo bi bilo potrebno povedati, na kakšen način bo stvar objavljena. No, za konec da vam povem, ste v imenitni družbi Jureta Godlerja, Daše, zmagovalke resničnostnega šova Kmetija in tako naprej. Vam to vsaj laska? Sploh se nisem ukvarjal s tem, kateri so tle zraven, ker če sem čisto odkrit, danes niti nisem imel časa to gledati, sem samo dobil par novinarskih vprašanj glede tega in vsem sem povedal enako. Ja, verjetno so na seznamu nekateri, ki jih, bi rekel, tudi cenim, nekatere pa, ki jih niti ne poznam. Mimo grede, za konec, vas je presenetilo, da je med njimi tudi Sixpack Čukur, znan reper, verjetno tudi vaš prijatelj? Ja, je prijatelj. Verjetno tudi tako malo repersko razpoloženo včasih? Pa kaj jaz vem, mislim, zdaj tudi njega treba vprašati, na kakšen način se je znašel tukaj, ampak ja in ne, no, ne vem, kako bi rekel, niti se nisem ukvarjal s tem, a me je presenetilo, ne. A boste šli na SDS žur, tisti brezplačni v Halo Tivoli, kjer bo tudi Sixpack Čukur, pa Klemen pel, pa Šan Krog, pa tako? Ne bom šel, ker me tudi ni v Sloveniji. Najlepše hvala. Pa vso srečo s športom. Z športing nisem več. No, mislim, z športom nasploh, ne menedžerstvo in tako naprej. To. Ok.